Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes bomo govorili o zavisti, o čustvu, ki ga precej gluhih zamenjuje z ljubosumjem. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je zavist občutek velikega nezadovoljstva, da kdo ima, je deležen nečesa, kar si osebek želi. Več o zavisti pa nam bo povedal socialni delavec in terapevt Brane Krapeš, ki že vrsto let deluje v šoli čustvene inteligence. Kako bi pojasnili zavist? Zavist je čustvo, ki se pojavi običajno takrat, ko se z nekom primerjamo. Bodisi, da ta nekdo ima nekaj, česar mi nimamo, ali pa da ima neke sposobnosti, ki jih mi nimamo. In potem se pač pri tistem, ki tega nima, pojavi lahko zavist. To je lahko nek dober avto, lahko je lepa hiša, lahko je izobrazba, lahko je lep partner, lahko so neke socialne spretnosti, smisel za humor, karkoli, kar nekdo ima, mi pa nimamo. Zdaj, lahko si mi tega želimo, lahko pa tudi v resnici tega ne potrebujemo, ampak je stvar v tem, ker doživljamo drugega, ki je uspešen, kot dobrega, vrednega, in sebe, ki smo manj uspešni od njega, kot da smo zaradi tega slabši od njega, manj vredni. Kako zavist vpliva na nas? Zavist nas motivira, da ta razlika, ki jo opažamo med seboj in nekom, ki ima nekaj, česar mi nimamo, da to razliko izenačimo. Zdaj lahko to gre v dve smeri. Ena smer je destruktivna, druga je konstruktivna. O destruktivni zavisti govorimo takrat, kadar poskušamo drugega diskvalificirati, ga blatimo v javnosti in na ta način skušamo znižati njegov uspeh in njegovo vrednost. Ali, ne vem, če ima nov avto, mu popraskamo avto. To je v slogu tistega izreka naj sosedu crkne krava, ker je sosed kupil 2 kravi in zdaj ima več krav kot mi. In kako se lahko spet izenačimo, tako da mu zastrupimo krave in potem bova spet enaka. To je ta destruktivna. Konstruktivna smer je pa, da pravzaprav mi skušamo nekaj narediti, da dohitimo tega, ki je zdaj boljši od nas in, ne vem, kupimo mi 3 krave, potem smo pa mi boljši od njega. Ali pa kupimo še boljši avto, ali pa si zidamo še večjo in lepšo hišo in na ta način imamo občutek, da smo pa zdaj mi boljši od njega in s tem več vredni. Zakaj po vašem mnenju toliko gluhih zamenjuje pomen zavisti in ljubosumja? Ja, zavist je podobna v tem subjektivnem doživljanju občutenju ljubosumja. Se pravi, in oboje, ljubosumje in zavist, imata funkcijo, da nas motivirata, da nekaj naredimo, kar bo odstranilo, anuliralo ta občutek, slab občutek, ki ga imamo glede sebe v tej situaciji. Osnovna razlika med zavistjo in ljubosumjem je v tem, da za zavist sta dovolj 2 osebi, oseba, ki nekaj poseduje in oseba, ki tega nima. Za ljubosumje pa potrebujemo najmanj 3 osebe, in sicer osebo, ki je ljubosumna, ljubljeno osebo, ki jo imamo radi, in tretjo osebo, ki ogroža ljubezen, ki jo prejemamo od ljubljene osebe. Se pravi, da priteguje pozornost ljubljene osebe in s tem nam odteguje ljubezen ljubljene osebe. Kako se lahko osvobodimo neprijetnih občutkov, ki jih doživljamo takrat, ko nas razjeda zavist? Pa dovolj je že to, da vemo, da smo kot človeško bitje vredni. In če nekdo ima nekaj, česar mi nimamo, to absolutno nič ne govori o moji in njegovi vrednosti. Kajti problem je, ker povezujemo občutek lastne vrednosti, vežemo na imetje. In zdaj nekdo, ki ima več, je več vreden, nekdo, ki ima manj, je manj vreden. V resnici sta pa to
dve popolnoma ločeni zadevi. Nekdo, ki ima več, pač ima več, ker ne vem, tako želi, hoče, to so neki njegovi cilji. Jaz, ki imam manj, mogoče sem pa s tem, kar imam, zadovoljena, ne? In to je važno, da občutka vrednosti ne vežemo na imetje. Če bi se cenili kot človeška bitja in se v popolnosti sprejemali takšne, kakršne smo, potem za zavist ne bi bilo prostora. Ljubezni in spoštovanja smo vredni ne glede na naše gmotno stanje, socialne veščine in izobrazbeno raven. Lepo vas pozdravljam. Se vidimo prihodnjič.